Poudarki iz 15. seje občinskega sveta. Srebrni znak civilne zaščite Francu Jarcu. Delovna sobota na osnovni šoli Preska. Planinsko društvo Medvode z novim vodstvom. Večer posvečen slovenski literaturi. Bronasta biatlonka Ana Marija Lampič. Športno priznanje plesalcu in koreografu Matevžu Česnu. Lepo pozdravljeni. Včeraj so se občinski svetniki zbrali na 15. redni seji v tem mandatu, tokrat v prostorih Krajevne skupnosti Vaše Goričane na Pristavi. Seja je trajala skorajda rekordnih 5 ur, česar gledalci nismo več vajeni. Več in podrobneje o pomembnejših vsebinskih točkah bomo poročali v prihodnjih informativnih oddajah. Danes pa le nekaj glavnih poudarkov. Občinski svetniki so se seznanili s poročilom o opravljenem delu nadzornega odbora v lanskem letu. Ugotovitve o 3 opravljenih nadzorih in predvsem priporočila jim je predstavil predsednik nadzornega odbora Matija Vojsk. Svetniki so skoraj enotno potrdili tudi končno vsebino spremenjenega in dopolnjenega odloka, ki na novo določa delovanje krajevnih in vaških skupnosti, kar je v bistvu zaključek projekta REX, projekta redefiniranja krajevnih skupnosti. Poročal jim je Matej Osovnik. Brez zadržkov so potrdili tudi končno verzijo odloka o določitvi volilnih enot za prihodnje lokalne volitve, zato da bi zadostili načelu, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev, bo veljalo, da se v prvi volilni enoti namesto dosedanjih 8 voli 9 občinskih svetnikov, v drugi volilni enoti namesto dosedanjih 7 le 6 in v tretji volilni enoti enako kot doslej 8 občinskih svetnikov. O tej temi je poročala Sonja Rifl, ki po več kot 20 letih odhaja iz medvoške občinske uprave na delo drugam. Nova vodja oddelka za splošne premoženjsko-pravne in družbene zadeve je Suzana Škrilec, ki je že na tokratni seji med drugim poročala o osnutku spremenjenega in dopolnjenega statuta in pravilnika občine Medvode. Svetniki so osnutke sicer sprejeli, ker pa je bilo konstruktivnih pripomb in predlogov preveč, bo o končni vsebini soodločala delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov svetniških skupin. Še več pripomb, predlogov in tudi vprašanj pa so občinski svetniki imeli ob obravnavi osnutka o določitvi plovnega režima na Zbiljskem jezeru, zato ga je doletela podobna usoda. Končno vsebino odloka bo sooblikovala delovna skupina. Občinski svetniki pa so na včerajšnji seji sprejeli še nekaj odločitev, ki nas bodo pa ne hudo udarile po žepu. Potrdili so višje cene programov v vrtcu Medvode, ki bodo za starše višje od 4 evre pa do 42 evrov, odvisno od programa in dohodkovnega razreda. Višje cene, tako ravnateljica Romana Epih, so odraz predvsem višjih stroškov dela, ki predstavljajo kar 77% cene programov. S 1. julijem bodo višje cene tudi storitve pomoč družini na domu, prav tako zaradi plačnega sistema in to za 23% in več. Res pa je, da bo večina bremena tudi v tem primeru padlo na občino in ne na uporabnika. Zanj bo urna postavka ob delovnikih 8 evrov. Z inflacijo, ki je v lanskem letu znašala 1,9%, so občinski svetniki uskladili tudi vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Poročevalka na tej točki je bila Katja Gombovši-Telban, ki je na mestu vodje oddelka za proračun, finance in gospodarstvo nadomestila dolgoletno finančnico Sanjo Malej, ki se je v teh dneh upokojila. In še ena sprememba je v občinski upravi. Vršilka dolžnosti direktorice občinske uprave je postala Mirjam Tolar, sicer zadolžena za številne občinske naložbe. Več o nekaterih temah pa torej v prihodnjih oddajah. Med drugim tudi, kakšna naj bi bila podoba novega mostu pri knjižnici in zakaj bo občina bržkone ostala brez milijona evrov za izgradnjo kanalizacije na Senici. V četrtek 6. marca je v festivalni dvorani v Ljubljani potekala regijska slovesnost ob dnevu civilne zaščite s podelitvijo priznanj posameznikom in organizacijam, ki so s svojim delom pomembno prispevali k zaščiti, reševanju in pomoči ob nesrečah. Med letošnjimi prejemniki je tudi prostovoljno gasilsko društvo Sora, ki je ob letošnji 120-letnici društva prejelo zlati znak, in poveljnik civilne zaščite Medvode Franci Jarc, ki je prejel srebrni znak civilne zaščite.
Slednjim smo izjavo posneli v soboto, tik potem, ko so narasle reke in potoki ter plazovi zopet grozili. Bo najprej eno čisto aktualno vprašanje. Ste prišli z terena ali od doma? Prišel sem od doma, pogledal pa tudi teren, vodotoke Save in Sore. Bilo mi je spotoma in pač zaradi sigurnosti je tudi prav, da je tako. Kaj so torej predlagatelji zapisali v obrazložitvi priznanja? Med drugim, da je kot poveljnik civilne zaščite Medvode vodil vse večje intervencije, v katerih je pokazal izjemno mero zavzetosti, poguma in strokovnosti, istočasno pa uspel povezati različne deležnike v zelo učinkovit sistem zaščite in reševanja v občini Medvode. Vodil je odziv občine na dogodke večjega obsega ob epidemiji koronavirusa v letih 2020 in 2021, kjer je vsakodnevno izvajal vodenje sistema zaščite in reševanja ter ostalih vključenih služb v kakovosten odziv občine. Prav tako je vodil odziv občine ob aviarni influenci, ob vetrolomih in neurjih in ob različnih iskalnih akcijah. Posebno se je izkazal o poplavah v letu 2023, ko je več tednov zapored vodil odziv občine na največje poplave v njeni zgodovini. Z njegovim ključnim prispevkom smo uspeli v izjemno kratkem času stabilizirati stanje v občini, povezati in vključiti vse deležnike, ki so nudili pomoč in reševanje, istočasno pa je s svojim vodenjem vzbujal zaupanje in strokovnost v službe zaščite in reševanja občine Medvode, tako je zapisano v obrazložitvi priznanja. Skratka, Franc Jarc je funkcijo poveljnika civilne zaščite Medvode opravljal v zadnjih 5 let, ko sta bila dogajanja na področju zaščite in reševanja najbolj pestra v zadnjih desetletjih. Takrat, ko sem prevzemal to funkcijo poveljnika civilne zaščite občine Medvode, si niti nisem predstavljal, da bomo deležni vseh takih nevšečnosti, ki smo jih dobili in pa toliko, bom rekel, obširnih intervencij. Začel se je namreč s covidom, takrat smo prišli do nekega sovražnika v narekovaju, kakor je kolega Gomboši Gregor rekel, ga ne vidimo, ne slišimo in ne vohamo. To je bil izlet v neznano, borili smo se, kakor smo se lahko proti temu covidu oziroma sovražniku, vse v luči pomoči našim sokrajanom. Izvedli smo nekaj akcij, nekaj zavarovanj in vse podobne zadeve. Bile so izvedene priprave še za hujši razplet, vendar na srečo tega ni bilo. Štab civilne zaščite Medvode je bil pod njegovim vodstvom delno ali v celoti aktiviran za izvajanje aktivnosti zaščite, reševanje in pomoči, na primer v letu 2020 kar 218 dni. Sledile so še druge vremenske nevšečnosti, nevihte, močan veter in odkrite strehe, plazovi in avgusta 2023 še katastrofalne poplave. Moram reči, da tukaj večji del same izvedbe so prevzela gasilska društva na terenu, za kar se jim tudi iskreno zahvaljujem, saj so gasilci le tisti glavni, najmočnejši steber sistema zaščite reševanja. Mi pa pač moramo določene zadeve od zadaj zorganizirati, pripraviti, aproksimirati naprej, kaj se lahko naredi, najti rešitve in vse te zadeve. Naše videnje naprej je pač izobraževanje in opremljanje v tem smislu, da imamo kaj v roke prijeti in tudi s tisto opremo, ki jo imamo, čim bolj pomagati, kakor se da. Ob tem pa seveda ne prešteva prostovoljnih ur. Nisem štel, pa tudi ne vem, če bom štel, vem, da že v gasilski karieri, da jih je bilo kar na tisoče in tisoče, pa verjetno jih je tudi tukaj kar nekaj. Pač to je nek entuziazem prirojeno, moram reči, da v naši familiji ta zaščita in reševanje še vleče iz roda v rod, od mojega dedka, očeta, mene, že moji otroci so tudi, tako da ne vem. Imamo to v krvi in delamo takrat, ko je potrebno, da gremo sočloveku na pomoč. Ko je leta 2018, skoraj po 20 letih, prenehal z opravljanjem funkcije poveljnika Gasilske zveze Medvode, so mu podelili naziv častnega poveljnika. Za opravljeno prostovoljno delo je leta 2021 prejel tudi plaketo občine Medvode. Srebrni znak civilne zaščite ob letošnjem svetovnem dnevu civilne zaščite pa je torej nekakšna nadgradnja celotnega
njegovega predhodnega delovanja. Seveda, to je nadgradnja tistih priznanj in odlikovanj, ki sem jih dobil že v gasilskih vrstah. Neko prav bom rekel, sem ponosen, da sem ga dobil, iskrena hvala tudi predlagatelju, županu občini Medvode. Zato pomeni mi pač to neka spodbuda in bencin za naprej in pa mogoče tudi neka potrditev, da je to začrtano delo na pravi poti, da se gibljamo, bom rekel ne jaz, ampak celoten sistem zaščite in reševanja v naši občini, da se giblje po neki pravi poti. Moram reči, da ta sistem je živ, ga obnavljamo, ga razširjujemo, tako da kar veliko naših sokrajanov je že videl, kaj delamo, začutili so potrebe in se nam kar pridružujejo. Izkoriščam tudi to priložnost, kdor želi se priključiti, nam lahko kontaktira na občino Medvode ali pa mene osebno in ga z veseljem sprejmemo v naše vrste. Kot rečeno, je zlati znak civilne zaščite ob visokem jubileju 120-letnici društva prejelo tudi prostovoljno gasilsko društvo Sora. V imenu društva sta priznanje prevzela poveljnik Damir Gaber in pomočnik poveljnika za radijske zveze Jan Tomšič. O tem ob kakšni drugi priložnosti povezani z visokim jubilejem. Je pa to prava priložnost, da vas spomnimo, da imate le še do konca meseca priložnost, da sooblikujete letošnjo slavnostno sejo. Kako? Tako, da predlagate prejemnike občinskih priznanj. Priznanja pa so mladi up Medvod za mlade do 29. leta starosti, medalja občine Medvode, ki naj bi bila namenjena za večje uspehe v minulem letu, plaketa Jakoba Aljaža za dolgoletno delo in delovanje, bodisi za posameznike ali kolektiv, in najvišji dve priznanji. Velika plaketa Jakoba Aljaža za kolektiv ali naziv častni občan občine Medvode za posameznika. Ena od večjih preizkušenj v zadnjih 5 letih je bil torej koronavirus. Osvežimo si na kratko spomin, kaj vse se je med drugim dogajalo v mesecu marcu 5 let nazaj. 4. marca je bila v Sloveniji potrjena prva okužba s COVID-19. 10. marca so bile odpovedane vse javne prireditve v občini Medvode. 12. marca, ko je bila razglašena epidemija, pa je bil v naši občini že vzpostavljen sistem interventne oskrbe starejših in ostalih ranljivih skupin ter še 5 ostalih načrtov. 14. marca so bila z odredbo poveljnika civilne zaščite zaprta vsa otroška in športna igrišča v občini. 15. marca je bil vzpostavljen tudi sistem morebitnega varstva otrok na domu za tiste starše, ki jim je to zaradi narave dela pripadalo. 16. marca se je z odredbo poveljnika civilne zaščite zaprla tudi tržnica. 20. marca so se, prav tako z odredbo poveljnika civilne zaščite, zaprle občinske ceste, ki vodijo do najbolj izpostavljenih turističnih in pohodniških točk. 21. marca pa se je občina Medvode vpisala na seznam občin s potrjenim primerom okužbe s koronavirusom. In 30. marca je bil vzpostavljen še klicni center za psihosocialno pomoč občanom. Nič kaj prijetno razpoloženje torej pred 5 leti. Iz mestne občine Ljubljana pa sporočajo, da bo z 2. aprilom začela veljati nova prometna ureditev v naseljih Medno, Stanežiče, Dvor in posledično tudi Gunclje. In to na podlagi številnih pobud občank in občanov iz teh naselij, ki se zlasti ob delovnikih soočajo z velikim pritiskom tranzitnega prometa iz Gorenjske proti Ljubljani. Z omejitvijo dostopa za motorni promet dnevnih vozačev, predvsem gre za uvedbo enosmernega prometa, ki bo onemogočal izstop iz regionalne ceste na lokalne, s čimer naj bi razbremenili območje in tako izboljšali varnost ter kakovost življenja tamkajšnjih prebivalk in prebivalcev. Na območju bodo mestni redarji in policisti izvajali poostren nadzor spoštovanja prometne signalizacije, več o tem pa v eni od prihodnjih oddaj. Zaradi obeta dežja, kar se je naposled zares zgodilo, so bile spomladanske čistilne akcije načrtovane za minuli konec tedna prestavljene na to soboto 22. marca. Občina Medvode je letošnjo akcijo poimenovala kar lokalni praznik prostovoljstva, saj se je spomladanska čistilna akcija,
ki so jo že pred desetletji začela organizirati turistična društva, z leti razvila okoljsko gibanje, v katerem sodelujejo tako turistična kot tudi druga društva, krajevne in vaške skupnosti, Javni zavod Sotočje Medvode in Občina Medvode. V zadnjih letih se sobotne akcije udeležuje več kot 500 prostovoljcev, letos pa so nameravali medse povabiti še 1600 šolarjev skupaj zaposlenimi v šolah. Za predstavitev delovne sobote so se dejansko odločili le v osnovni šoli Pirniče, ostale 3 pa so jo zaradi morebitnih organizacijskih zapletov izpeljale že to soboto. Mi smo se s kamero pridružili učencem v osnovni šoli Preska. Ob 9. uri se je začel valiti dim tudi skozi okno povezovalnega objekta osnovne šole Preska. Sledila je evakuacija učencev na šolsko dvorišče. Nekaj minut kasneje so se s 3 vozili na prizorišče pripeljali operativni gasilci prostovoljnega gasilskega društva Preska Medvode. Ja, na današnji vaji je izbruhnil požar v veznem delu naše šole, ki povezuje, mi pravimo, starejši in novejši del šole. Potem smo v skladu s požarnim redom osnovne šole Preska zaukazali evakuacijo, hkrati smo alarmirali pristojne službe, gasilce, tudi reševalce. Tukaj so zdaj na samem kraju. Scenarij je predvideval, da potem, ko se preštejemo na zbornem mestu, smo ugotovili oziroma se ugotovi, da manjkata 2 učenca. In potem jih gasilci prostovoljnega gasilskega društva Preska iščejo. In potem, ko jih upam, da nepoškodovane najdejo, je vaja potem zaključena. Prišli ste na prizorišče, kaj ste odkrili? Kakor smo dobili informacijo, je, da je zagorelo v pritličju osnovne šole Preska, da se evakuirajo in to je v bistvu ta prva informacija. Potem smo dobili naknadno informacijo, da pogrešajo še 2 učenca. Prva skupina je šla v požar, naslednja v preiskovanje. Ko smo požar pogasili, smo mogli pa pač še te 2 učenca poiskati. Požar kakšne narave? Požar elektrika, zgleda kratek stik, pač dim, nič kaj razvidga, ampak vse glih dosti navaren za nadaljen potek. Takole na prvi pogled tale ustanova ni najbolj potresno varna, pa požarno varna, kako je? Neki imajo požarnih javljavcev, gasilne aparate že tako ali tako morajo imeti. Drugače pa najboljši javljalnik je pač človeka, ne? Najbolj ziher. Koliko se vas je danes zbrala tukaj, oziroma kako pogoste so tovrstne vaje za vas? Vaje so dokaj pogoste, drugače pa 10 gasilcev, pa z veseljem se udeležujemo takih akcij, ker pač to je dosti preventivna dejavnost, pa če to začnemo od malega, je to lažje za naprej. Ne? Vaja je uspela, še največ težav pa so imeli z iskanjem 2 učencev, ki sta se, v narekovaju rečeno, izgubila v dimu. Z njima pa, razen manjše omotice, ni bilo nič hudega. Danes veste, kaj se je dogajalo na tej šoli? Kaj se je zgodilo? Bil je požar. Požar. In kaj se naredi, če slučajno vi doma ugotovite, da pride do požara, pa ste sami doma? Koga bi poklicali, kaj bi storili? Poklicali bi 112, pa pač šli iz hiše. Je danes evakuacija uspela, je bilo vse tako, kot je bilo potrebno ali pač ne? Ja. Kaj pa tista 2, ki smo jih nekako izgubili? Pač gasilci so jih vzeli in so jih odpeljali v reševalno vozilo. Tam so jih malo pregledali, pa vprašali, kako se počutita. Zdaj bom vprašala, kdo izmed vas je mogoče gasilec? Jaz? Torej, glede na to, da imaš te tovrstne izkušnje, je šlo danes vse tako, kot mora iti? Ja. Ja? Povej, zakaj pa si gasilec? Ker je dober. Pomagaš ljudem. Tako aktivno so delovno soboto, ki so jo sicer nameravali delno preživeti tudi s sodelovanjem na čistilnih akcijah, začeli na osnovni šoli Preska. Ja, seveda, mi smo, tako kot vse šole v občini Medvode, načrtovali ta dan, to delovno soboto, tudi v skladu z dogovorom z samo občino Medvode. Nameravali smo seveda pristopiti k čistilni akciji v našem koncu, torej v koncu, ki ga pokriva naš šolski okoliš. Žal, tako kot ste omenili, je nam nekoliko ponagajalo vreme. No, kot neko alternativo
pa smo izvedli zdaj evakuacijo. Hkrati imamo dan oziroma smo izkoristili to dopoldne, da bomo nekoliko več z učenci se pogovarjali o čistem okolju, o zdravem okolju, čiščenju svojega domačega kraja. So pa to priložnost izkoristili tudi za čiščenje in urejanje lastnega šolskega prostora. Teden dni pred to občinsko glavno očiščevalno akcijo mi odločili, da bomo poskrbeli tudi malo za to svoje ožje okolje, poskrbeli bomo danes najprej za svoje učilnice, vsak razred bo poskrbel za svojo matično učilnico. Mi smo danes v učilnici za slovenščino, ki je matična učilnica 7.A in oni bodo danes poskrbeli za tiste stvari, mimo katerih mogoče vsak dan hodimo, pa si rečemo, bomo za to enkrat poskrbeli, pa smo si danes vzeli nekaj časa, da lahko to naredimo. Mogoče bomo končno odstranili kakšen žvečilni gumi, ki se je kam prilepil, naprimer. In potem jaz upam, da se bodo naši učenci tudi udeležili te splošne očiščevalne akcije, ki bo pa 22. marca, tako da smo jim to tudi povedali. Jaz verjamem, da naši učenci to dobro vedo in tudi znajo, tako da mislim, da se bodo udeležili v velikem številu. Danes je čistilna akcija sicer odpadla, prihodnji teden bo. Kdo izmed vas bo šel prihodnji teden na čistilno akcijo? Verjetno tukaj. Ja. Kateri konec? Zgornje Pirniče. Pa se običajno udeležujete teh čistilnih akcij? Ja. Ja, večinoma krat, pa sosedi pa čistimo v Goričanah. Pa bom vprašala takole, kakšni packi smo ljudje? Vedno večji ali vedno manjši? Kaj ugotavljate, ko se udeležujete čistilnih akcij? Mislim, ponavadi je odvisno kje. Tam, ko je veliko ljudi, naprimer pri nas veliko ljudi sprehaja pse in pustijo pasje vrečke. Pred osnovno šolo Preska pa je bil ta konec tedna postavljen tudi velik zabojnik, v katerega so lahko ne le učenci, ampak vsi krajani prinesli star papir. Seveda pa ni več tako, kot je bilo včasih. Tisti, ki imamo nekoliko višjo letnico, se še spomnimo, da smo se takrat po veseh okoli Medvod z garami in vozički nekako od hiše do hiše zbirali papir. Vedeti morate pa tudi nekaj, da iz papirja, iz analogne oblike danes življenje digitalno. In ljudje pravzaprav tudi nimajo več tiskanega papirja oziroma časopisov v tolikšni meri naročenih kot nekoč. Seveda bomo pa to izkoristili zato, da bodo tudi učenci na koncu morda šolskega leta nekaj od tega tudi imeli. Akcijo zbiranja starega papirja bodo med sredo 26. in petkom 28. marcem do 13. ure organizirali tudi taborniki Roda dveh rek. Zabojnik bo postavljen pri taborniški hišici v Preski. Poročali pa smo že, da je Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo občine Medvode v Kulturnem domu Medvode organiziral posvet o razvoju kmetijstva v občini Medvode in nasploh. Govora je bilo o lokalni samooskrbi, trženju in razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter primerih dobre prakse pri dobavi lokalne in ekološke hrane v šolah in vrtcih. Pomembnejše poudarke iz predstavitev aktivnosti in primerov dobrih praks smo vam predstavili v prejšnji informativni oddaji, tokrat pa nekaj pomembnejših poudarkov z razprave, ki je sledila. Kaj bi organizatorjem prehrane v šolah vendarle olajšalo delo v projektu Lokalno je zdravo? Da bi bila organizacija mnogo lažje, če bi vedeli, koliko lokalne hrane so kmetje pripravljeni ponuditi, ne le na letni ravni, ampak tudi na krajši rok. Skratka, da bi imeli nabor in da bi vedeli, kaj nam kakšen kmet v določenem obdobju lahko ponudi. Jasno je, da moramo potem pa mi biti malo bolj fleksibilni in potem tudi poklicati. Da bi se naredil en tak portal, kjer bi se mogoče tedensko srečevala ta povpraševanje in ponudba in bi se lahko prilagajala ena drugemu. Mislim na to, da vi sezonsko nekaj ponujate, z naše strani mi to vidimo in lahko kreiramo jedilnik. Z druge strani mi kreiramo jedilnik, vi vidite, kaj
rabimo in mogoče bi lahko prilagodite povpraševanje temu. Terenska kmetijska svetovalka Ana Cirar že v letošnjem letu obljublja vsaj letni seznam možne lokalne hrane vseh kmetovalcev, ne le tistih, ki se že sicer prijavijo v projekt Lokalno je zdravo. Dr. Ana Frelih Larsen iz kabineta kmetijske ministrice pa je predstavila primer v mestni občini Kranj, kjer so za tovrstno povezovanje kmetovalcev in javnih zavodov zaposlili koordinatorja. In medklic strani kmetovalcev, ki so vključeni v projekt, kaj ponujamo in koliko povemo že ob javnem pozivu. Apeliramo pa na več sodelovanja in boljše izpolnjevanje podpisanih tripartitnih pogodb, ki že sicer niso visoke. Obrnila bi se tam na ravnatelja Svetnika, ker smo sprocesirali lansko leto dva naročila. Za 100 evrov ni bil račun. Pač ne me napak razumeti, ampak zato je razpis. Delali smo z osnovno šolo Pirniče, delamo z osnovno šolo Breska, delamo z vrtcem Medvode, ki je, se pravi, krasen uporabnik. Kapo dol, otroci jedo tako hrano, da pač jo ni boljše. Vem pa, da se šole srečujejo, ker imam pač 2 otroka v šoli, enega v vrtcu, srečujejo z ogromno težavami, kako to pač sprocesirati hrano otrokom, ker ne jejo. Javnim zavodom torej ponujajo sezonsko zelenjavo in meso, kar ponujajo tudi v lastni trgovini. Njihova kmetija pa že sicer deli usodo vseh nižinskih kmetij. Ne le pospešeno urbanizacijo, ampak tudi manj subvencij. Ker jih nismo deležni, ker smo v razvitem delu države Slovenije in izpademo iz ogromno pač subvencij ven, pride pa inšpektor na dvorišče pa reče, vi imate pa preveč umazane krave. Kako naj jaz dopovem, da naj se prosim danes ne uleže na drek? Ne le, da so dopolnilne dejavnosti, ki so pogoj za večjo ponudbo lokalno pridelane hrane, edina možnost za dostojno preživetje predvsem malih kmetij, ampak tudi večjih, je izpostavil Tomaž Mis mlajši in spomnil na leto 2008, ko so bile ukinjene mlečne kvote. Cena mleka pa je drastično padla in ko so bili njegovi starši pred odločitvijo, ali se preusmerijo ali pa mleko direktno ponudijo potrošniku. Tako je moj oče leta 2008 pripeljal v Slovenijo prvi mlekomat. Kmalu zatem sva pa tudi jaz pa sestra začela predelavo mleka v mlečne izdelke v domači sirarni. In v tistem obdobju je ravno ta poteza pripomogla k temu, da je naša kmetija obstala v obsegu, kakršen je. Veterinar Matija Mis, ki veliko sodeluje tudi s prehranskimi strokovnjaki, je delil mnenje večine prisotnih, da bi na razpravi morali več poudarka kot ekološki hrani, ki jo je na našem območju žal malo, dati predvsem lokalni hrani. Tudi normalna hrana ne sme biti oporečna. Predvsem pa, da bi se dobra, lokalno pridelana hrana morala pojesti v lokalnem okolju. Mene dostakrat vpraša, pač prihajam iz kmetije Parkovač iz Goričan, a ste ekološki? Glejte, nismo ekološki v tem medvoškem okolju in površine majhne, ki jih imamo, pač da zagotavljamo kolobar, smo zelo težko ekološki, ampak vsakmu rečem, naša pira raste tam, naš krompir raste tam, lahko si pogledate, iz kje prihaja naša hrana in seveda to hrano jemo tudi sami, jaz pravim, kdor sam sebe ceni, je zdravo hrano, ne? Poleg transporta, ki dodatno obremenjuje okolje in vsega tretiranja, da na primer sadje in zelenjave preživita transport, je problem tudi optimalna zrelost. V parih dneh se zgodi v nekem sadju, zelenjavi, tisto, kar bi mogla biti optimalno, iz kar mora ta proizvod imeti v sebi. In če tega utrgajo zelenega in ga postavijo v neke komore s CO2-jem, pa ne vem kaj, tega ni. In ta hrana je precej osiromašena. Dušan Belšek, ki je do pred kratkim vodil kuhinjo na Slavkovem domu, je tudi avtor knjige z naslovom Meso. Jaz sem hotel narediti knjigo, enostavno knjigo, za širše množice, ne leksikon, enostavno, tudi golaži, tudi goveja juha, to, kar smo danes pozabili, ki nekdo reče, kaj pa je to kitajskega goveja juha sklad. No, pa je pa skupaj, da vidimo, kakšno je. Šolniki menijo, da je v tem hipermodernem času, ko je čas denar, ne le vzgoja in izobraževanje ter ostale aktivnosti, tudi teža prehranjevanja padla na šolo in da se tega premalo zavedamo. Večina staršev danes pravzaprav sploh ne kuha več doma. In otroci se prehranjujejo v šoli. Mislim, da se vsi skupaj to premalo zavedamo
Če pa se že prehranjujejo doma, se pa prehranjujejo s kakšnimi hiper zadevami, kot so pice, kebabi in podobne zadeve. Strinja se z ugotovitvijo, da je za uspeh projekta Lokalno je zdravo, kjer gre za uvajanje lokalne hrane, to pa pomeni tudi pirine ali kamutove žemljice ali seneno mleko, temeljna res sprememba miselnosti, ampak ne le v šolah. Predvsem sprememba v miselnosti tudi v družinah. Mi lahko zelo veliko ponudimo v šoli, ampak potem, a je ta praksa, se nadaljuje tudi popoldan, čez vikend, med prazniki, med počitnicami doma. Da pa bi pri vzgoji učencev za lokalno hrano veliko pripomoglo nadaljevati ustaljeno prakso ene od že upokojenih učiteljic na osnovni šoli Pirniče, ki je vsako leto pripeljala učence na kmetijo. Da se dela ta povezava med zemljo, proizvodno in na končnim produktom že pri majhnih otrocih. Da je uvajanje drugačnega, bolj zdravega okusa tek na dolge proge, se je strinjal tudi župan Nejc Smole. Ja, to je res tek na dolge proge. Jaz vanga absolutno verjamem. Občina bo sofinancirala to, dokler se bo le dal. Pa se bo zmerom dal, če bo volja. Ker to ni, dajmo tudi biti resni, to ni tak znesek, zaradi katerega občina skrahirala. Ne bo. Delač od tega. Lahko nam pa prinese pozitivne rezultate v 3 do 5 letih. Moramo delati pa skupaj. In še enkrat, kako včasih prebira zapisnike sveta staršev ali sveta šole. Ki razne strokovnjakinje ugotavljajo, je Fižolova župa rakotvorna ali ni, ne? Kako se v vrtcu na primer soočajo z več kot 30 različnimi dietami, tudi takimi, ki niso zdravstveno pogojene. Ene stvari so za družbo toksične, bolj toksične, kot kjerkoli spojina, ki jo najdemo noter v hrani, ker nam bo ubila družbo. Jaz vsakmu staršu rečem, mi bi mogli otroke pripeljati čez kuhno v vrtec pa v šolo. Vsak jutr bi se mogli naši otroci zahvaliti kuharcem, da jim skuhajo to, kar jim skuhajo. Opozoril je na drug problem, s katerim se bomo soočali, s pomanjkanjem kadra v šolskih in vrtčevskih kuhinjah. Kuharji so danes za minimalca noter v šolski kuhinji, da ga nekdo terorizira non-stop, kva njegov sonček je, pa kva ne je, jaz pa vem, da je 100krat bolj, kot je kjerkoli doma. Ne bomo jih več ljubili. In čez 5 let, to vejo ravnatelji, ki smo se pogovarjali in mislim, da smo bili složni, jaz prerekujem, da čez 5 let, ne to, ki je država uvedla 2027 kosila za vse. Kdo jih bo skuhal, vas sprašam, v katerih kuhnah jih bomo skuhali. Posredno sicer še ostajamo pri hrani. Prejšnjo sredo 12. marca, ko je sicer potekal tudi večer športa, so člani Planinskega društva Medvode na rednem občnem zboru izvolili novo vodstvo. Predsednik je postal Domin Košir, podpredsednica pa Mateja Gerečnik. Izvedli so še nekaj kadrovskih menjav, sprejeli vsa poročila, programe in načrte, ter se skupaj podkrepili z novo energijo in zagonom. Dobili pa so tudi novega najemnika za Slavkov dom, edino nepremičnino, s katero razpolagajo. In kakšna kuhinja se nam torej obeta? Kljub temu, da je volilno leto za Planinsko društvo Medvode šele leto 2026, pa so brez pretresov in že napovedano na tokratnem rednem občnem zboru izvolili novo oziroma popolnili vrzeli v vodstvu društva. Na mestu predsednika je Gorazda Šturma zamenjal dosedanji podpredsednik Dominik Košir. Zaradi bolezni in zdravstvenih težav je nekaj članov upravnega odbora in nadzornega sveta podalo željo o prekinitvi dela in pač smo ugodili in posledica tega je prišlo do nekaj sprememb znotraj upravnega odbora, pa manjkajoče člane smo pa nadomestili z ostalimi. V upravnem odboru nas je sedaj praktično največ vodnikov. Praktično smo to ekipa, ki največ delamo z planinci na izletih, pohodih, srečanjih. Prevzeli ste predsedniško funkcijo. Predsedniške funkcije v društvih zadnje čase kar nekako niso zaželene. Želja je bila že pred 2 mandatoma, takrat sem hodil še v službo in sem nekako izrazil željo, da se počaka vsaj še en mandat, potem se dejansko počakalo skoraj 2 in zdaj mi dejansko skoraj ni kazalo drugega, da pač izpolnim tisto obljubo izpred 7 let. Z
predsednikom, z Gorazdom, sva vsa ta leta zelo dobro sodelovala in dejansko sem pač prevzel kar nekaj njegovega in znanja ostalih prejšnjih predsednikov in ob pomoči vseh članov upravnega odbora jaz računam, da bomo društvo vodili naprej vsaj tako dobro, kot je bilo do zdaj. Član Planinskega društva Medvode je že vrsto let aktiven, pa od leta 2002, ko je prevzel funkcijo načelnika informacijsko-propagandnega odseka in ga vodil vse do letos. Leta 2005 smo vzpostavili spletno stran Planinskega društva in na tej strani je že kar veliko število fotografij in vsega. Kot dolgoletnemu načelniku odseka, podpredsedniku in kot vodniku mu samo delovanje društva ni neznanka. Mogoče so mi še najmanj poznane finance, ampak zato vse informacije dobim v računovodstvu, s katerim zelo, zelo fino sodelujemo in pač zadevo peljemo tako naprej, da bo tudi na koncu leta bilanca taka, kot je bila recimo letošnje leto, ko smo po dolgem času pozitivno poslovali. Lansko leto jim je bilo sicer bolj naklonjeno kot leto poprej, ko so jim veliko dela na planinskih poteh po Polhograjcih povzročila neurja in poplava, a jim dela ni zmanjkalo. Med bolj priljubljenimi aktivnostmi pa so seveda njihovi izleti. Skupaj jih je bilo v lanskem letu 30, skupnim številom udeležencev 720. In prav na tem področju so si letos zadali še več. Lansko leto, ko smo praktično izgubili 2 vodnika, eden se pravi zaradi smrti, drugi zaradi bolezni, pa v letošnjem letu smo pridobili že eno novo vodnico, enega novega vodnika imamo na šolanju, za drugo leto računamo, da bomo dali na šolanje še 2 vodnika, da bomo nekako, strnili vrste. In v letošnjem letu smo se odločili, da pač z izleti nadaljujemo tako, kot so bili do sedaj, s tem, da smo v poletnih mesecih, ko sta 2 izleta na mesec, bo en izlet malo lažji oziroma ne bo toliko zahteven, drugi izlet bo pa zahteven oziroma zelo zahteven in na teh zahtevnih izletih pričakujemo, da bomo pridobili mlajše člane in če bomo pač uspešni, bomo iz teh mlajših članov potem lahko tudi pomlajevali vodstveno ekipo. Katerega izleta se mogoče vi osebno v letošnjem letu najbolj veselite in zakaj? Ja, to bojo ti zahtevnejši, eden takih bo Kukova špica. To je, eden takih izletov, ko hodiš cel dan, se nimaš kje ustaviti, ni nič, nobene koče vmes. Potem 3-dnevni izlet v Paklenico, to bo letošnja novost, ker do zdaj nekako nismo dobili, vedno je bilo premalo članov za večdnevne izlete. Paklenico smo pred leti imeli že 3 leta v planu, pa nam nikoli ni bilo vreme naklonjeno in letos pa upam, da bomo to zadevo speljali. V načrtu za letos imajo seveda nadaljevanje vseh tradicionalnih prireditev, kot sta na primer tradicionalno srečanje s člani Planinskega društva Blagajana iz Polhovega Gradca na Polhograjski grmadi in pohodi od Jakoba do Jakoba, od ene od 3 cerkva svetega Jakoba do rojstne hiše Jakoba Aljaža v Zavrhu v čast občinskega praznika. Za njimi pa je že organizacija 53 veteranskih tekem. V Planinskem društvu Medvode so ponosni tudi na planinski podmladek, na Preški, Smledniški in Pirniški osnovni šoli. Naslednji se že sicer ponašajo zmagovalkami najbolj uveljavljenega planinskega tekmovanja za mlade, Mladina in gore v organizaciji Planinske zveze Slovenije. Že drugo leto zapored so to postale planinske brihte pod mentorstvom Mojce Resnik in Katje Porčni-Gortnar. Že sicer so v Planinskem društvu Medvode zadovoljni s stabilnim članstvom. V tem trenutku na današnji dan je plačalo članarino že več kot 230 članov, 40 leto že novih. Pred prvim izletom
osnovnošolcem, pričakujemo še plačilo članarinov vseh teh otrok, ki hodijo na izlete. Trenutno oziroma v zadnjih letih se nam število članov vrti nekje med 370 in 380. Edina nepremičnina v lasti Planinskega društva Medvode, potem ko so dom v Tamarju za voljo denacionalizacije izgubili, je Slavkov dom na Golem Brdu. V letošnjem letu kakšnih večjih popravil ne načrtujemo, mogoče barvanje zunanje fasade. Nekaj barve smo dobili od Planinske zveze. In pa čistilna naprava. To je problem zadnjih par let. To je bila ena prvih čistilnih naprav v Planinskih Kočah in nekako že kliče po zamenjavi. Eden izmed ciljev Planinskega društva je bil dobiti novega najemnika, saj je dolgoletni najemnik Dušan Belšak iz osebnih razlogov zaprl vrata gostilne Belšak. Dušan Belšak je 28 let skrbel za naš dom, zelo uspešno. Dom ima dobro ime, gosti radi prihajajo in smo imeli kar velik izziv, da smo dobili novega najemnika. Jaz upam, da smo imeli srečno roko, zaenkrat kaže najboljše, dobro sodelujemo in jaz upam, da bo tudi naprej tako. Slavkov dom je v najem vzelo podjetje Keno Peno, katerega ustanovitelja sta sommelier Domen Sedevčič in dolgoletni gostinec Dragan Marjanovič. Medvoščanom je morda že poznana njihova kuhinja v pastoralnem domu v Preski in catering Debeli kuhar. Odločitev, da prevzamete Slavkov dom, kako težka odločitev je to bila? Odločili smo se v bistvu zelo na hitro. In jaz sem že prej hodil sem, tako da sem bil zelo vesel, da se je oddal in sem zelo počaščen, da so izbrali nas. Gostilna na Slavkovem domu na Golem Brdu se po novem torej ne imenuje več gostilna Belšak, ampak preprosto gostilna Slavkov dom. Odprta pa je prav vsak dan razen ponedeljka do 21 ure in čez, če bo potrebno. Zdaj bi pa v bistvu enačili Slavkov dom z gostilno, v kateri se lahko človek sprosti. Gostilno, v kateri lahko človek poje kvalitetno hrano, katera je postrežena na kvaliteten način. Tako da to danes v bistvu probamo predstaviti, ker v bistvu vse cene so šle blazno gor in nekatere restauracije že v bistvu imajo kar astronomne cene. Mislim, da Slavkov dom spet pooseblja neko gostilniško življenje. Mi strmimo k temu, da se bo bolj začelo dogajati zvečer, tudi imeli bomo razne degustacije, sam sem sommelier, tako da bomo definitivno delali na degustacijah in pairingih s hrano, tako da tudi kakšne žive glasbe se obetajo. Mislim, da nam bo uspelo. Za osvežitev spomina. Nekdaj je gostilna v Slavkovem domu slovela po bikovih prašnikih, potem se je spremenila v pravo gostilno Slovenija, zadnje čase pa je slovela predvsem po mesnih jedeh. Imamo izvrstnega kuharja, ki obvlada tudi ribje jedi, tako da mogoče ne bi glih izpostavil ene jedi, ampak če že, mogoče hobotnica s praženim krompirjem. Lahko da bo v prihodnje postrežen na doslej premalo izkoriščenem spodnjem vrtu. Ta del se mi zdi, da potrebuje malo prenove in da bo en izmed najlepših vrtov v okolici Ljubljane. V Medvoški knjižnici so na večeru posvečenem slovenski literaturi, ki je bil prejšnjo sredo, predstavili kar 2 nagrajeni knjigi sodobnih slovenskih avtoric. Roman Roža Ovijavka Mojce Straus-Istenič in roman Radost v travi Marje Novak-Vogrič. Avtorici imata več skupnih točk, sta sošolki iz gimnazije, ki sta se ponovno srečali, ko sta postali prejemnici nagrad Kulturnega centra Maribor za svoji knjigi, ki sta jo tokrat predstavili tudi v Medvodah. V knjižnici na Sotočju pogosto organizirajo predstavitve knjig, tokrat pa sta se hkrati predstavili kar 2 avtorici, vsaka svojo knjigo, a s kar nekaj stičnimi točkami. Prva je bila, da se že dolgo poznata. Midve smo pa sošolki iz gimnazije, iz Bežigrajske gimnazije. Zanimivo pa je, da nismo vedeli sploh ena za drugo, da piševa. In tudi ne, da so se prijavili na isti natečaj.
In šele ko smo dobili razglasitev, sva obedve presenečeno ugotovili, da je tudi druga dobila eno od nagrad na natečaju. Šlo pa je za natečaj Novi roman 2024. Zanimivo torej, da sta šele ob razglasitvi najboljših romanov ugotovili, da sta obe napisali svojo knjigo in takoj sta se odločili, da združita moči in se povežeta. In tako sva se povezali in se odločili, da bomo predstavljali skupaj, ker se mi zdi, da imamo skupaj morda nekaj več za ponuditi. Ne? Poleg tega pa se zgodbi kronološko dopolnjujeta, ker praktično skupaj pokrivata 100 let slovenske zgodovine. Pa imata še druge stične točke, a ne? Sta pa obe zgodbi tudi z vidika ženske junakinje, tako da zato smo se odločili, da bomo skupaj nastopali. Kako torej predstaviti knjigo bralcem, ki je še niso prebrali, da se ne pove preveč, a hkrati opiše na način, da vzbudi dovolj radovednosti, da knjigo vzamejo v roke? Zamislila sem si to tako, s kolegico skupaj seveda, da dejansko vzpostavlja atmosfero, ki je v samem romanu in da bo, če bo ta dovolj privlačna, bo potem tudi zgodba potegnila. Meni osebno ni toliko simpatično, če že vnaprej vem, kakšna je zgodba, preden se lotim branja, zato nisem hotela kaj dosti izdajati okrog tega, hkrati pa narediti ravno toliko privlačno, da bo bralka ali pa bralec vzel z veseljem v roko knjigo. Mojca Štravs-Istenič je na natečaju prejela prvo nagrado, romana Roža ovijalka pa ni napisala prav za ta natečaj. To je bilo pa zanimivo, jaz sem videla razpis in ta prva misel je bila, joj, škoda, da ga nimam že končanega, ko bi bil drugo leto tak, bi bilo pa v redu. In tako sem pustila kakšen mesec, dva, da sta šla mimo. Potem pa kar naenkrat mi pa šino v glavo, čakaj malo, zakaj pa ne bi končala, sej lahko, a ne, sej, če se spravim zraven, bo pa šlo. In pa sem se res usedla zraven in ga končala. Ni bilo tako lahko, kot se zdaj sliši, ker sem napisala, mislim, da ne 5 različnih koncev, preden sem bila zadovoljna. Ampak ja, dokončala do tistega roka in ga pogumno poslala. Mojca Štravs-Istenič je od nekdaj rada pisala, a šele v času prve koronske izolacije, ko ni bilo več toliko vsakodnevnih obveznosti, se je začela s pisanjem ukvarjati bolj predano, se vključila v skupino pisateljev v okviru društva Pisalni stroj ter se lotila bolj resnega pisanja. Napisala je številne kratke zgodbe, kar nekaj med njimi so objavili v različnih revijah. Pišem pa že skozi, zdaj jaz sem po poklicu sicer trener poslovnih veščin in kot taka sem pisala veliko raznih teh priročnikov in take zadeve, pač čisto za interno uporabo, ampak vedno sem pa tudi pisala zraven, že od otroštva, no, recimo v osnovnih šolah, se veste, so imeli včasih te časopise, revije, take stvari. Potem je pa prišla korona in korona mi je pa dala nek čas, da sem rekla, kdaj, če ne zdaj. Tako da takrat se je spremenilo to. Roža ovijalka je ganljiva pripoved o močni ženski, ki jo vihra druge svetovne vojne prisili zapustiti rodni Maribor. Skozi življenjske preizkušnje se glavna junakinja vse bolj osvobaja okov patriarhalne družbe in razkriva zgodbo poguma, odpornosti in samospoznanja. Dejansko sem želela dati glas ženskam in se malo raziskati to generacijsko travmo, če tako rečem, ali pa generacijski problem, ki je nastal zaradi tega zelo močnega vpliva patriarhalnosti in kako so se posamezne generacije dejansko s tem spopadale. Vsakič sem vzela eno osebo, žensko, kot glavni lik, ki ima seveda težave z tem oziroma specifike z tem in ker so v različnih obdobjih in ta Roža ovijalka je recimo v obdobju pred in med drugo svetovno vojno, je bila takrat kultura drugačna, druge možnosti so imele. Ta drugi roman se ukvarja približno v 70 letih, ta tretji bo pa pač tam 80, 90, tako da bom pokrila na tako daljše obdobje. Tema je pa dejansko ta generacijska, preseganje generacijske travme. Roman Roža ovijalka je prvi del trilogije, ki jo je načrtovala že od začetka. Ja, že v štartu, kar je bilo
najbolj je presenetilo to mene in tudi strah me je bilo nepopisno. Se nekako kako, ne? Nikoli nisi nič pisala, zdaj pa kar naenkrat trilogijo, a bom sploh zmogla ali bo šlo. Zdaj trenutno sem drugi roman že tudi napisala, upam, da bo išel letos še. Za tretjega pa počasi zbiram ideje, prebliske, zapisujem malo, tako da ja, upam, da bo šlo. Mojca Štravs-Istenič sedaj piše svojo drugo knjigo. Vzpodbudo pa ji daje tako nagrada, kot zelo pozitivni odzivi na prebrano knjigo. Mogoče to, da sem dobila enega najlepših komplimentov oziroma povratno informacijo od gospoda, ne od gospe, ki ga sploh ne poznam, mimogrede, prebral mojo knjigo in je pač neki moji prijateljici, ki pa jo poznam, povedal, to je pa res bilo tako. Tako so delali z mojo mamo. Se spomnim. In to mi je bilo tako, ja, ta prava stvar. Roman Marje Novak-Vogrič Radost v travi pa raziskuje ljubezen in izgubo v času velikih družbenih sprememb tik pred razpadom Jugoslavije. Gre za globoko refleksijo o moči ljubezni, minljivosti in človeški volji v obdobju, ko se zgodovina piše na novo. Knjiga je delno avtobiografska in jo je imela avtorica v mislih že mnoga leta. Prvo verzijo pa je napisala že 10 let, preden jo je dala na natečaj. Zaradi napornega dela, skoraj 30 let je bila namreč dopisnica mednarodne tiskovne agencije Reuters, pa je imela premalo časa za končne popravke in tako je ostala zelo dolgo nedokončana. Hkrati pa sem tudi želela mogoče napisati zgodbo o tem, kako je propadala Jugoslavija. Zaradi tega, ker mi je še vedno kar težko, ko slišim nekoga, ki idealizira Jugoslavijo, ki razlaga, takrat je bilo vse boljše, ki reče, takrat so imeli to pa to, zdaj pa tega ni. In takrat, ko to berem, ko slišim kakšnega politika, ki to razlaga, bi najrajši zakričala. Ja, Jugoslavija je imela veliko dobrih stvari, ampak kot država pa ni funkcionirala. In zelo lep dokaz je to, na kakšen način je končala. Če bi bilo res vse v redu, se ta krvava vojna ne bi zgodila, ker ne bi bilo razloga za njo. Kot novinarka se je tudi pisanja lotila z malo drugačnim pogledom. Knjigo je namreč pilila in krajšala stavke, da se ne bi v njej pojavilo preveč nezanimivih stvari. Moram pa reči, da sem se zelo trudila in preden sem oddala rokopis, sem imela prav to novinarske škarje, in sem se zelo trudila, da sem porezala vse odstavke, ki bi bili lahko dolgočasni. Bila sem kar precej rigorozna pri tem, najbrž tudi zaradi svojih izkušenj iz novinarstva, kjer se zelo trudimo, da ni balasta v članku, da upam, da mi je uspelo, da sem napisala zgodbo, ki bo bralca zanimala od začetka do konca. Da ne bo noter poglavja ali odstavka, kjer bi rekel, zdaj se pa že dolgočasim. Tako da res upam, da bo zgodba bralce kratkočasila in da jim bo zanimiva. Kljub pestri novinarski karieri pa je pisateljevanje trenutno v velik izziv. Trenutno je večji izziv biti pisateljica. Jaz sem še vedno novinarka in sem novinarka že več kot 30 let. In seveda na začetku svoje kariere sem bila predana samo novinarstvu in to zelo. Zdaj pa sem vesela, da sem zamenjala delodajalce in sem vesela, da imam čas se ukvarjati tudi s knjigo. Jaz sem si to želela početi že vsaj 10 let, pa preprosto, če ti napišeš več člankov na dan, ti zvečer ne more se posvetiti še enemu literarnemu tekstu. Ni možno, ker možgani ne morejo tako hitro preklapljati. Posebej, ker pišeš članke, že tako več člankov o različnih stvareh. Tako da sem vesela, da se lahko zdaj s tem ukvarjam in mi je to trenutno večje veselje kot novinarstvo samo. Zagotovo ji je vzpodbuda tudi nagrada, ki jo je prejela za svoj prvenec, za katerega se je zavestno odločila, da ga bo dala na natečaj. Sploh nisem nikoli pomislila, da bi šla na primer v samo založbo.
Jaz sem to zgodbo napisala in sem se pač, ko je bila napisana, odločila, da ko bo kakšen primeren natečaj, jo bom poslala na natečaj. In takrat, ko sem potem za natečaj izvedela, sem si vzela še par mesecev časa, da sem jo dokončno oblikovala, spremenila, izboljšala, skrajšala in vse to. Zaradi tega, ker se mi zdi zelo pomembno, da prvič, sploh na začetku, ko pišeš, ne veš, koliko je to delo vredno, in zato se mi je zdelo zelo pomembno, da zgodbo pogleda in oceni neka neodvisna komisija. Posebej pa mi je bilo všeč, da je bil natečaj anonimen. Zgodbo smo pošiljali posebej in čisto posebej tudi po drugi liniji si pošil svoje podatke, ker se mi je zdelo, da imam potem več možnosti. Trenutno pa že nastaja tudi nova knjiga. Naslednja knjiga pa upajmo, da bo vse v redu, da bo išla, ni še dokončana, pa bo govorila o izgorelosti. Ker sem v svoji novinarski karieri doživela tudi kar hudo izgorelost in zdi se mi, da je zaradi novih tehnologij smo ljudje zdaj v veliko večji nevarnosti, da se nam zgodi izgorelost, kot smo bili na primer pred 20 leti in več. In zaradi tega si pišem to knjigo in upam, da bo na primer v naslednjih letih, v naslednjem letu, dveh išla. Romana obeh avtoric lahko kupite, na voljo pa sta tudi za izposojo v Medvoški knjižnici, ki ju je tokrat z veseljem gostila. Knjižnica Medvode najo je zelo lepo sprejela, kar za nekatere druge knjižnice ne morem reči. Poleg tega pa tukaj živi moj oče, tako da sem v tem kraju vsaj enkrat na teden z njim in tudi velikokrat prideva v knjižnico. Mesec marec tradicionalno pripada večeru športa. Gre za vsakoletni prestižni dogodek naših športnikov, na katerem javni zavod Sotočje in občina Medvode podelita priznanja najbolj uspešnim v preteklem letu. Kot smo že poročali, so člani strokovnega sveta za šport letos potrdili kar 42 priznanj za športne dosežke, ki so romala v roke skoraj 100 športnikov. Športnik in športnica leta pa sta postala še drugič badmintonist Miha Ivančič in že sedmič biatlonka Anamarija Lampič. No, slednja je na prireditvi manjkala zaradi tekem svetovnega pokala na Pokljuki, kjer je zablestela s 3. mestom na najprestižnejši preizkušnji skupinskim startom. Svojim uspehom pa dopolnila tudi sicer odličen in s čustvi nabit slovenski biatlonski praznik na domači Pokljuki. Tekmovalni vikend na Pokljuki je zaznamovalo čustveno slovo Jakova Faka od tekmovanj na domačih tleh in njegova zmaga na četrtkovi skrajšani individualni tekmi. Za piko na i odličnemu rezultatskemu vikendu slovenske reprezentance pa je z izjemno predstavo na tekmi s skupinskim startom poskrbela še Anamarija Lampič, ki je osvojila 3. mesto. Zmeraj so pač sanje, da bi enkrat bila na domačih tleh odlična. In ja, to mi danes res uspelo s 3. mestom in jaz mislim, da s tako strelsko formo, ki sem imela danes, je marsikaj mogoče, čeprav sem mogoče kakšne 2% bila tekaško v slabši formi, kakor drugače, ampak še vsem dovolj za 3. mesto in to na domači Pokljuki pač ne predstavljivo. Na najbolj prestižni biatlonski tekmi s skupinskim startom, kjer nastopi le prvih 30 biatlonk na svetu, je dokazala, da je več kot le del elite in da lahko poseže tudi v sam vrh. V težkih razmerah, saj je na Pokljuki močno snežilo, je prikazala izjemen taktičen nastop. Čeprav je najhitrejša tekačica v karavani tokrat pametno sledila drugim tekmovalkam, si na strelišču vzela nekaj več časa kot tekmice, a tarče so tokrat padale kot po tekočem traku. Zgrešila je zgolj 19. strel in poskrbela za svoj najboljši strelski nastop v karieri ter s tem navdušila tudi zbrane navijače. Mislim, da predvsem to, da sem bila v svojem svetu, ker sem vedela, da okoli mene so tekmovalke, ki streljajo dosti hitrejši in ja, tudi zadanejo in sem vedela, da moram biti v svojem svetu, v svojem ritmu. In ja, mi je uspelo to, kar v bistvu že dolg časa govorimo, da mi gre pač na treningih in da moram to prenesti samo še na tekme. In jaz upam, da bo šlo zdaj samo še naprej. Je pa res, da še sem so
pri meni možnosti 50-50. Lampičeva je v nedeljo opravila še zmešano štafeto, kjer je slovenska ekipa osvojila solidno 10. mesto. Biatlonce pa sedaj čaka le še zaključek na Norveškem. Lampičeva pa kot najboljša Slovenka pred zadnjim tekmovalnim vikendom sezone zaseda 20. mesto na lestvici svetovnega pokala. Poleg navedenih najprestižnejših priznanj pa je bilo na večeru športa skupno podeljenih 7 velikih in 34 malih športnih plaket ter eno športno priznanje. Poleg Lampičeve in Ivančiča so velike plakete za izstopajoče vrhunske dosežke v športu prejeli še plesalke Zarja Čerkes, Taja Česen, Zala Ogris in Živa Hodak Jordan, disk golfistka Barbara Polšak, članska skupina 2 plesnega kluba BIT ter badmintonist Gal Bizjak. Športno priznanje za dolgoletno uspešno trenersko delo pa je prejel plesalec in koreograf Matevž Česen, ki ga danes nekoliko podrobneje predstavljamo. Matevž Česen, čigar korenine rastejo v Žlebah, po novem pa tudi stalno domovanje, se je s plesom začel ukvarjati že v predšolski dobi in kmalu spoznal, da bo to njegovo življenje. Ples je meni v bistvu vsak dan. S plesom sem se začel ukvarjati čist iz hobija, zdaj pa to ratalo eno profesionalna moja poklicna stvar, v kateri še vedno pravzaprav neizmerno uživam in vse gre tukaj ven, tako da plešemo tudi doma. Po umetniški gimnaziji je plesno znanje gradil na Plesni akademiji London Studio Center v Veliki Britaniji, kjer je z odliko diplomiral kot poklicni plesalec in se podrobneje seznanil tudi s petjem in igro. V bogati tekmovalni plesni karieri si je 10-krat priplesal naslov državnega prvaka, 4-krat je postal evropski in prav tolikokrat tudi svetovni prvak. Kot koreograf in plesalec po koncu profesionalne plesne kariere soustvarja številne vloge v predstavah ter sodeluje na različnih dogodkih, oddajah in prireditvah, tako doma kot v tujini. Nekaj teh trenutkov je bilo, moram reči, da se še vedno razveselim vsake take priložnosti, ali je to v Sloveniji, ko je neka posebna priložnost, ali je to v tujini, zdaj sem seveda več tukaj, ampak kot sem študiral v Londonu, kjer sem naredil plesno akademijo, potem sem tudi nekaj časa tam profesionalno se s plesom ukvarjal. Gotovo je bila ena taka izjemna priložnost, ki jo ne gre pozabiti, nastop pred kraljevo britansko družino in pa z pevci, kakor je Nicole Scherzinger oziroma od Pussycat Dolls, tako da so neki taki luštni trenutki bili, ki so nepozabni. Njegov dom je cel svet, bi lahko rekli, saj venomer gostuje po Evropi in svetu, bodisi kot plesni sodnik, bodisi z workshopi, plesnimi klasi in seminarji, kjer predava kot trener in koreograf. V Ljubljani pa kot profesor poučuje tudi na katedri za jazz plese na Plesni akademiji. V resnici še vedno najraje sem v vlogi plesalca in tako se je pravzaprav vse začelo, tako da še vedno mi je biti lepo na odru ali pa res zaplesati in plesati, ampak moram reči, ko postajam čedalje bolj starejši, da tudi čar je biti v zaodrju, voditi ljudi in iz njih delati nekaj več in da postanejo in da jim uspe in uresničevati pravzaprav tudi drugim sanje, ne samo sebi. Svoje znanje že več kot 15 let uspešno prenaša na mlajše plesalce, ki tako kot on redno osvajajo naslove državnih, evropskih in svetovnih prvakov. Zase pa pravi, da je zahteven, a strasten trener. Dobro plesalci vejo, ko se hecamo, ko pa delamo zares, delamo pa res zares. Tako da za tem je gotovo veliko truda, premišljenosti, malo taktike in pa veliko dela, ja. Nenazadnje v plesni šoli Bolero več kot uspešno dela z mladimi medvoškimi plesalci in plesalkami. Poleg Lare Šlibar, lanskoletne športnice leta, so njegove varovanke tudi Zarja Čerkes, Taja Česen, Zala Ogris in Živa Hodak Jordan, ki se lahko pohvalijo z mnogimi naslovi tudi svetovnih prvakin. Zdaj medvode so rastali res nek tak raj za ples in gre za izjemne plesalce. No? Res, pač tukaj smo se očitno našli, ampak gre za izjemne posameznike, tako Lara Šlibar kot Zarja Čerkes. To so punce, ki so iz sebe naredile res v prave plesalke, tako da upam, da jih bo ples še naprej spremljal in lepo je pač gledati, da tako mladim uspe. No? Tako da vesel sem, da sem del tega tudi jaz in da jih lahko spodbujam, treniram in da sem pravzaprav njihov nek mentor, trener,
koreograf in da skupaj soustvarjamo to plesno sceno tudi medvoško. Doma in po svetu je prejel dolgo vrsto priznanj in odlikovanj, a omenimo največje. Leta 2020 je prejel najvišje državno športno priznanje Bloudkova plaketo. Istega leta ga je največja mednarodna plesna organizacija IDO uvrstila na plesni zid slavnih z nagrado za izstopajočega koreografa in trenerja. Lani je ob 70-letnici Plesne zveze Slovenije prejel Jenkovo priznanje za doprinos pri razvoju plesne dejavnosti v Sloveniji in tujini, za uspešno kariero, prepoznavnost in ugled slovenskega plesa v domovini in v svetu pa je prejel še najvišje priznanje zveze, naziv slovenski ambasador plesa. In kaj novopečenemu žlebanu ob vsem tem pomeni še medvoško športno priznanje za dolgoletno uspešno trenersko delo? Ja, eno tako zelo toplo dobrodošlico, glede na to, da sem res svež občan Medvod, tako da sem zelo hvaležen, seveda tudi za to nagrado in najlepša hvala. Tako da bo en lep spomin in res ena taka lepa dobrodošlica v Medvodah. Medvoški policisti tokrat poročajo o 3 prometnih nesrečah, ki so jih obravnavali na območju občine Medvode. V Medvodah se je nesreča zgodila, ker voznik med vožnjo ni pazil na položaj svojega vozila, zato bo prejel kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje. Tudi druga nesreča se je zgodila v Medvodah, policisti pa so pri ogledu ugotovili, da je voznik vozil preblizu desnega roba vozišča. To se je najbrž zgodilo, ker je vozil tudi pod vplivom alkohola, nato pa je trčil v cestno signalizacijo. Kršitelj je za povzročitev nesreče že prejel globo. V Preski pa se je zgodila prometna nesreča s pobegom, policisti pa so prek nadzornih kamer identificirali vozilo in bodo sedaj ugotavljali, kdo je to vozilo vozil, ter ustrezno ukrepali. Smo že pri rubriki Kazniva dejanja. Tam poročamo o vlomu v poslovni prostor v Medvodah. Neznanec je skozi vhodna vrata vlomil s pomočjo orodja in sile telesa, nato pa pregledal notranjost objekta in odtujil nekaj gotovine. Iz ene od trgovin v Medvodah pa so policiji prijavili tatvino izdelkov, sledi pregled nadzornega sistema in iskanje storilca. Policiste so poklicali tudi na bencinski servis, kjer je bila najdena gotovina brez lastnika. S pomočjo nadzornega sistema so lastnika odkrili in mu vrnili denar. V medvoškem lokalu pa je razgrajal opit gost, ki med postopkom s policisti ni upošteval ukazov in navodil, zato si je prislužil nekaj časa v policijski sobi za pridržanje, dokler se ni streznil. Naknadno ga bo nespametno ravnanje še malo udarilo po žepu. Več podatkov o delu policistov pa najdete na Facebook strani Policijska uprava Ljubljana. Prišli smo do konca, ob tem še enkrat prijazno povabilo na čistilno akcijo, ki bo to soboto 22. marca. Stopimo skupaj za lepše naše kraje. Mi bomo z vami ponovno prihodnji četrtek, do takrat pa nasvidenje.